Eto, bomo rekli danes nekaj besed o korenjenju in potem tudi o delnem korenjenju. Kaj je to sploh koren? Največkrat govorimo o kvadratnem korenu. Recimo kvadratni koren iz 16, skoraj vsi vemo, da je 4. Zakaj? Zato, ker je 4 na kvadrat enako 16. Se pravi, če napišemo samo koren, pa nič tukaj gor, potem je to avtomatsko kvadratni koren. Lahko bi napisali tudi tako. Recimo, kvadratni koren iz 169, vemo, da je 13, ker je 13 na kvadrat enako. 13 na kvadrat je enako 169. Obstajajo tudi koreni drugih stopenj. Recimo, tretji koren iz 8, tretjega pa moramo obvezno napisati, samo drugega spustimo. Tretji koren iz 8 je 2. Zakaj? Ker je 2 na 3, to je 2 krat 2 krat 2, torej 4 krat 2, enako 8. Ali pa recimo, tretji koren iz 27 je 3, ker je 3 na 3 enako 27. Obstaja tudi četrti koren. Recimo, četrti koren iz 16 je 2. Zakaj? Zato, ker je 2 na 4 enako 16. Ali pa recimo četrti koren iz 81. Četrti koren iz 81, koliko je to? Lahko bi številko 81 razstavili na prafaktorje. Vemo, da je 81 deljivo s 3, dobimo 27, je deljivo s 3 je 9, delimo s 3 je 3, delimo s 3 in dobimo 1. To pomeni, da lahko namesto 81 napišemo 3 na 4. In zdaj, kaj moramo dati na 4, da dobimo 81? Torej 3. In odgovor je 3. V bistvu bi lahko rekli, da se četrti koren pa na 4 med seboj izničita. No, ampak vseeno bomo za začetek bolj ostali pri kvadratnem korenu. Recimo, če imamo kvadratni koren iz nekega velikega števila, takole, 1.960.000. Pomembno je, da imamo tukajle 4 ničle. Mi bi lahko napisali to število tudi kot produkt 196 krat 1 in 4 ničle. To je isto. Ker pa mi vemo, da lahko produkt dveh števil korenimo tako, da korenimo vsako število zase, to vedno velja, recimo preizkusimo, če imamo koren iz 4 krat 100, ali pa 4 krat 9, bo še bolje, koren iz 4 krat 9. Če bi to zračunali 4 krat 9, je to 36 in je to 6. Lahko pa korenimo vsakega posebej. Koren iz 4 krat koren iz 9 je 2 krat 3 in je tudi 6. Torej, to res velja. Kadar imamo koren produkta, lahko korenimo vsakega posebej. Podobno velja tudi za deljenje. Recimo, če imamo koren iz a deljeno z b, kar isto kot a ulomljeno z b, se pravi ulomek, korenimo vsakega posebej. In potem to delimo, oziroma pri ulomku delimo posebej števec, posebej imenovalec. Recimo, če imamo koren iz 36 deljeno z 9. Zdaj, lahko to zračunamo. 36 deljeno z 9 je 4 in koren iz 4 je 2. Zdaj pa poskusili, če pridemo do istega rezultata, tudi če korenimo vsakega posebej. To pomeni, koren iz 36 deljeno s koren iz 9, to je v bistvu isto, kot če napišemo koren iz 36 devetin. Se pravi, deljen je vedno kot ulomek. In to je koren iz 36, ulomljeno s koren iz 9. Koren iz 36 je 6, koren iz 9 je 3.
in 6 deljeno s 3 je 2. Torej res velja to pravilo tudi za deljenje. Ali velja takšno pravilo tudi za seštevanje? Poglejmo se, prav sprašujemo se, ali velja tudi to, da je a plus b isto, to je zdaj vprašanje, ali je isto, kot koren iz a plus koren iz b, ker za množenje in deljenje to velja. Zopet vzamemo en primer. Recimo vsoto števil 9 in 16. Zdaj 9 plus 16 vemo, da je 25 in koren iz 25 je 5. Tukaj pa bi po tem pravilu, ki pa še ne vemo, če drži, pa bi mogel to zapisati kot koren iz 9 plus koren iz 16. In koren iz 9 je 3, koren iz 16 je 4, to je skupaj 7. To seveda ni isto kot 5, zato to ne velja. Se pravi, nikoli, ampak res nikoli, ne smemo reči, da je koren iz vsote isto kot vsota posameznih korenov. In podobno velja tudi za minus. Velja pa torej pravilo za množenje in za deljenje. Se pravi, koren iz a krat b pa je koren iz vsakega posebej in koren iz a deljeno z b je tudi enak količniku posameznih korenov. In če moramo zdaj izračunati, se pravi, 1, 9, 6 pa 4 ničle, kar smo rekli, da je 196 krat 1 in 4 ničle, je to isto kot 196 krat koren iz 10 tisoč. Koren iz 196 vemo, da je 14, ker je 14 na kvadrat 196. Koren iz 10 tisoč pa je 100. V bistvu te ničle razpolovimo. Ker če bi dali 100 na kvadrat, je to 100 krat 100, 1 krat 1 je 1, ničle pa skupaj zapišemo. In kaj ugotovimo? Da je rezultat 1, 4 in 2 ničle. Se pravi, to številko v bistvu normalno korenimo, ničle pa razpolovimo. Ali pa recimo koren iz 2500 je koren iz 25 krat 100, koren iz 25 pustimo, koren iz 100 prepišemo, koren iz 25 je 5, koren iz 100 je 10 in je to skupaj 50. Se pravi, koren iz 2500 je 50. Kaj pa, če imamo število zapisano z decimalkami? Recimo 0,16. Zdaj 0,16 mi vemo, da je to ulomek 16 stotin. Zakaj stotin? Ker sta tukaj dve decimalki. In po pravilu količnika lahko to zapišem kot koren iz 16 ulomljeno s koren iz 100. Koren iz 16 je 4, koren iz 100 razpolovimo ničle je 10 in 4 deljeno z 10, ker so desetine ena decimalka in tukaj je 4 in 0,4. Kaj v bistvu naredimo? Korenimo število, to je 4, ker sta tukaj dve decimalki, imamo mi na koncu jih polovico manj, se pravi 1. Ali pa recimo koren iz 1,44, bi zopet lahko isto rekli, ker sta dve decimalke, so to stotine, to je 144, 144 stotin, se pravi posebej korenimo zgoraj, posebej spodaj in je to 12 desetin, kar je 1,2. Lahko pa tudi direktno iz tega gremo v to. Recimo, če imam koren iz 0,0025, mi že vemo, ker so tukaj 4 decimalke, da bo rezultat imel samo 2 decimalne mesti. In potem samo številko korenimo. Koren iz 25 je 5, napišemo jo na koncu, potem 2 ničli. Če bi imela pa recimo koren iz 0,0225, pa zopet vemo, da sta 2 decimalki, ker so tukaj 4, koren jih razpolovi. Koren iz 225 je 15, napišem 15, tukaj na koncu in tukaj ničli.
ali pa recimo koren iz 0,000001. Zdaj je 1, 2, 3, 4, 5, 6 decimalk, torej jih bo rezultat imel polovico manj. In koren iz 1 je 1, ostalo zapišemo ničle. Tako, zdaj znamo nekako koreniti števila, tudi večja in manjša. Kaj pa, če imamo zapisano takole? Koren iz 72. To pa ni z decimalkami, ni veliko število, ampak vseeno 72 ni popolni kvadrat. Kaj je to popolni kvadrat? Popolni kvadrati so tista števila, ki so kvadrati nekega naravnega števila. Recimo, 1 na kvadrat je 1, popolni kvadrat. 2 na kvadrat je 4, 3 na kvadrat je 9, 4 na kvadrat je 16. Pač ta števila, ki jih že poznamo iz osnovne šole. 6 na kvadrat je 36, 7 na kvadrat je 49 in tako naprej. 8 na kvadrat 64, 9 na kvadrat 81. In potem imamo 10 na kvadrat 100. Pa recimo še 11 na kvadrat, glejmo. 11 na kvadrat 121, 12 na kvadrat 144, 13 na kvadrat 169, 14 na kvadrat 196 in 15 na kvadrat 225. Ta števila so, ti popolni kvadrati so tisti, ki bi jih bilo dobro vedeti. Se pravi, popolni kvadrati so števila, ki so kvadrati nekega naravnega števila. Te, ki jih zeleno pobarvam, to so popolni kvadrati. In ko imamo mi koren iz 72, bomo poskušali to zapisati kot produkt enega števila, ki ga znamo koreniti, torej enega popolnega kvadrata in še ničesa zraven. 72 je 2 krat 36. To vem, da lahko zapišem kot koren iz 2 krat koren iz 36. Zdaj, koren iz 36 znam koreniti. Vrstni red lahko zamenjam, ker velja zakon o zamenjavi. In koren iz 36 je 6, ostane koren iz 2. To lahko zapišem celo brez krata, se pravi samo 6 koren iz 2. Oboje je pravilno. Ne napišemo pa tega kot koren iz 2 krat 6. Še manj koren iz 2, 6. To sploh ne bi vedeli, kaj je. Zakaj ne? Ker tukaj, če je črta malenkost daljša, ne vemo potem, ali je 6 pod korenom ali ni. Koren je kot neka streha, ampak zdaj ni čisto jasno, ali je ta 6 pod streho ali ni. Zato ne pišemo tako, ampak vedno najprej zapišemo število, potem pa koren. Recimo, če imamo koren iz 50. 50 lahko zapišemo kot 25 krat 2. Zopet 25 je popolni kvadrat. To je koren iz 25 krat koren iz 2. Koren iz 25 je 5 krat koren iz 2 ali tudi 5 koren iz 2, kar brez krata. No, včasih pa imamo tudi kakšna takšna števila, da jih ne znamo, da se takoj ne spomnimo, kako bi to naredili. Recimo, če imam koren iz 320. Ne spomnim se, kaj bi pomnožila. Zdaj, lahko se recimo spomnim, da je to produkt števila 4. Najlažje pa je, če si to število razstavim na prafaktorje. 320 lahko delim z 2, pa dobim 160. Delim z 2, pa dobim 80. Delim z 2, pa dobim 40. Delim z 2, pa dobim 20. Delim z 2, pa dobim 10. Delim z 2, pa dobim 5. Delim s 5 in dobim 1. Se pravi, namesto 320 bi jaz lahko napisala 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 na 6 krat 5. To že vem, da lahko dam posebej koren iz 2 na 6 in posebej koren iz 5. Zdaj pa kako izračunati, koliko je koren iz 2 na 6? Da bomo to znali izračunati, si poglejmo še nekaj. Recimo, če imamo mi kvadratni koren iz 3 na kvadrat. To vemo, da je koren iz 9 in vemo, da je to 3.
pa recimo koren iz 5 na kvadrat. Ja, 5 na kvadrat je 25, koren iz 25 je 5. Zanimivo. Kadar imam koren in kvadrat, se ta dva v bistvu počrtata in ostane samo številka. Tukaj isto. Se pravi, tudi če imam zdaj jaz koren iz 31 na kvadrat, ne vem, koliko je 31 na kvadrat, ampak jaz vem, da se bosta kvadrat pa koren izničila in dobim rezultat 31. Lahko si zapišemo tudi pravilo, da je koren iz a na kvadrat vedno a. Se pravi, koren iz a na kvadrat je a. Zdaj pa še več. Če imam jaz recimo zapisano takole, koren iz, če grem k tem, k 2 na 6, namesto 2 na 6 bi jaz lahko napisala 2 na 3 na kvadrat. Dobro, to vemo, da je isto kot 2 na 3 je 8 na kvadrat. To bi se pokrajšalo in je to 8. Lahko bi pa že tukaj koren pa kvadrat pokrajšala in nam ostane 2 na 3. Eto, in imamo. Koren iz 2 na 6 je 2 na 3. Zakaj? Zato, ker je 6 2 krat 3 in dvojka se pokrajša, trojka ostane, krat koren iz 5, kar je 8 krat koren iz 5. Ali pa recimo, če še enega takšnega naredimo, koren iz 500 recimo. Pa se zopet ne spomnim, kako bi 500 napisala kot produkt. Se pravi, če se spomnim, bo to hitrejše. Ja, poglejmo, če res. 500 recimo, da jaz vem, da je to 5 krat 100, pa 100 lahko še naprej naredim kot 4 krat 25, mislim, da bo dovolj, lahko pa tudi 5 krat 100, kakor želimo. Se pravi, to je 5 krat 100, je koren iz 100 krat koren iz 5, sem že vrstni red zamenjala, koren iz 100 je 10 krat koren iz 5 in smo delno korenili. Lahko pa 500 razstavim napram faktorje, dobim 250, delim za 2 je 125, delim za 5 je 25, delim za 5 je 5, delim z 5 je 1 in dobim, da je ta koren iz 500 isto kot koren iz 2 na 3 krat 5 na 3. Bom to še malo drugače napisala. Ne 2 na 3, oprostite, 2 na 2. Se pravi, imam 2 na 2, tale 5 na 3, bom pa zapisala, da je to 5 na 2 krat 5 na 1. Na 2 sem dala posebej. Zakaj? Poglejte, če zdaj korenimo, dobim koren iz 2 na kvadrat, krat koren iz 5 na kvadrat, se pravi vsakega posebej korenim, krat koren iz 5 na 1, kar je v bistvu samo koren iz 5. Tukaj se kvadrat koren pokrajšata, tukaj tudi, in ostane 2 krat 5 krat koren iz 5 in je res rezultat, kot smo že ugotovili zgori, 10 krat koren iz 5. To pomeni, mi lahko korenimo tudi taka zelo čudna števila. Recimo, da imam 16, x na 5, y na 7, z na 4. Kaj naredimo? Pa bom zdaj zapisala vse kot neke kvadrate števil. 16 vemo, da je 4 na kvadrat. X na 5 lahko napišem x na 4 krat x. Se pravi, dala sem več krat x na 1. Če to seštejemo, 4 plus 1 je 5. In podobno y na 7, y na 6 krat y na 1. Z na 4 pa že vem, da lahko napišem kot z na kvadrat na kvadrat. Eto, tukaj je zdaj koren iz 4 na kvadrat prvi, drugi je koren iz x na 4, ampak x na 4 lahko napišem kot x na kvadrat na kvadrat. Krat koren iz x na 1 ostane, bomo kar koren iz x napisali, koren iz y na 6 je y na 3 na 2, ker je 3 krat 2 6, ne? Koren iz y ostane in koren iz z na kvadrat na kvadrat. Zdaj, kjer je kvadrat pa koren, že vemo, da lahko krajšamo. Takole. In dobimo tukaj 4, tukaj x kvadrat,
tukaj y(3), zdaj bom najprej tiste napisala, ker smo jih znali koreniti. Ostane pa koren iz x krat koren iz y, kar pa lahko zapišemo tudi kot brez kratov. Takole kar skupaj. To dvoje damo pa pod en koren. Koren x, y. In tudi to je delno korenjen rezultat.